naša najboljša bilanca je v bistvu proračun za prihodnje leto. In si ga velja zapomniti in je 215 milijonov 262 tisoč 854 evrov, kar je izkušnja teh 2 let, da tisto, kar je v proračunu, in ta proračun je sprejet v državnem zboru, se bo zagotovo zgodilo. In ta številka bi ne bila možna, in tukaj, če dovoliš edino, kjer bi dopolnil, ste 2 področja, ki jih ministrica po moji skromnosti ne sme ali pa noče omeniti, in to je, bi rekel, moč resorja kulture med drugimi resorji in ugled Ministrstva za kulturo v regiji. In to sta 2 stvari, ki sta pomembni in ki se na nek način tudi v tem budžetu kažeta. Eno je dejstvo, da je, in tak simptom tega, če lahko rečem, je, ko je ta tako Gasparijeva skupina se nekaj časa imenovala krizna, pa smo se morali tam na nek način vsakič malo greb zraven. Zdaj pa, ko se imenuje razvojna, smo pa njen sestavni del. In to je moč, se mi zdi, sedanjega Ministrstva za kulturo, da je pripoznano kot resen sogovornik tudi takrat, da gre za tehnološki razvoj, za nova delovna mesta, za investicije, za šolstvo. Zato se na nekaterih področjih, ki so prečna, kot je recimo vprašanje slovenskega jezika, kot je vprašanje digitalizacije, smo na nek način pripoznani kot samoomejen sogovornik. Drugo tako področje, ki se je v bistvu tudi odprlo, se mi zdi šele zdaj v tem mandatu, je pa dejstvo, ki je bilo tudi formalno pripoznano s tem, da je Ministrstvo za kulturo postalo sogovornik drugim Ministrstvom za kulturo v regiji, je pa odprlo na novo področje, kjer se da zaradi sodelovanja ministrov, ki pa se ne konča na območju bivše Jugoslavije, ampak seže do Grčije, Tulčije, vse tja naprej do bi rekel, Črnega morja, se da delati nekatere skupne projekte, ki so bili prej težje zamišljivi. In to ne govorim samo o filmskih koprodukcijah, ampak tudi o skupnih razvojnih projektih. To sta 2 področji, ki mogoče niste bili toliko omenjeni, ampak sta pomembni, ker sta obe razvojni. In ta, bi rekel, velika bitka kulture je na nek način ves čas ista, da ni prepoznana zgolj kot luksus ali pa kot strošek, ampak kot investicija in kot razvoj. In zato je ta budžet za prihodnje leto obetaven, morda najbolj tam, kjer zacveti v rdeči barvi, ampak ne v rdeči barvi, ki označuje zgubo, ampak rdeči barvi, ker so nove postavke. Kulturna vzgoja, digitalizacija kinov, dodatna mednarodna promocija, rezidenčni centri. To so tisti poudarki, na katerih je v bistvu si bilo treba razpreti proračunske postavke, da bi lahko realizirali ideje, s katerimi smo v bistvu sami prišli. Hvala lepa obema.